Dinozaura izgubili. Vse delate skupaj. Nakladamo tega. Dajmo tega. Pač ta dol samo zgleda naš. Ja, pač tu žaka divji pravi. Tale. Zmerimo. Tole delamo najprej. Ja, najprej delamo to tega. Zmerimo. Je to tako 5 cm. 5 stopinja, ja. Ja, ampak pa so še te dva, ne? Kaj bo, nije štiri. Ste zadnja dva prsta, se reče. Ja. Ne rabite zmeriti, ste že ugotovili, kaj je. Ja, pika. Ja, je volk, se vidi. Čak. Čak, da se pa ještě malo zameša, da veš. Pa to je lisica, to je volk. Najdeš divjega prašiča, je Damo gon. Ne, to je volk. pišete na To je mač. zvezdo. To je medved. Glej, od 70 do 250 kg, višina od 70 do 100 centimetrov, ne? Obdobje razmnoževanja. A vidiš, vse ti piše. Ja, čim več. Čim več stvari, ne? Daj bom jaz pisal. Ja, to je pa ta zveza. S katerimi črkami zveli? Divji prašič je naslov. Ne, pa ne, duh. A to damo zraven ali? Pol boste pokazali, kaj boste predstavljali, ne? Glejte, da ne boste zamešali. Daj ti piše. Ne, jaz ne vem. Jaz bom pisal. Ti nič ne veš. Ja, od 70. Čak. Vse mu boste Sem pomagali. bomo mi tep narek, pa ti pa pišeš. To piše 100. Ne, a ja. Se piše, telesna masa od 70 do 250 kg, vse štima. A ja. Pa še 2 stvari napišite zraven, ne? Vsaj 3 stvari Povprečna morate. višina bomo dali. Ja, Bomo dali še posebno Velik 70 do 100 cm. To je naše. Napiš. ona ni vaša. To so Daj vaše, še ja? eno to črtico, pa napiš velik. Ja, je. To čist daš. Kako vam gre? še napisati. Tjaš, kjer je volk? Ta je volk. Tako je, ja? Ta je pa, to je lisica, to je domača mačka. Tu je medved, tu je... A si šur, da je tisle lisica? Liam, Jaz bi bil sniperjem. Jaz se bi bil lovec. ne, Ian. Dobro pogled. V zadnji imate lepo razloženo, v knjigici imate lepo razloženo, lej, zdaj mi knjigico malo. To je veverica, to je Lej. veverica. Ja, lejte, tukaj imate lepo razložene tele trike. 3 do 8. Ja, lejte, kakšna mala lisica. Evo, lej. Kakšna razlika med lisico, psom in pa volkom, a ne? A vidite vsi? Lisica ima, če črto damo nad zunanji blazinici, a ne? Ima te srednji blazinici nad črto, pes ima pod črto, a vidimo, in volk ima na črti. Te dve blazinici, ta srednja, a vidimo? Ok? Skupino 2, kar začnimo, vzamete eno stopinjo in jo predstavite. Kar pokaži, prosim. Tako da se vidi, ja. To je sled, oziroma stopinja vidra, ok. Pa še opis, prosim. Telesna teža je 6 do 11 kg, velika je od 65 do 90 cm in ima 2 do 5 mladičev. Ok, odlično. 2 točki, se pravi 1 točka za pravilen opis stopinje, torej ste ugotovili pravilno, in pa tudi opis živali ustreza. Se strinjate? Torej imate 2 točki. Gremo naslednjo. Srnjat, ne? Srnjat. Je to srnjat. Ne, to je jelenjak, to je srnjat. Ja, to je srnjat. Je kar razlika, ne? Ja, ker je večja. Čekaj, ni naše.
Ok, To bo zdaj problem. Eno pa, to je stopinja srnatih. Telesna teža je 25 do 30 kg, visok je, pač višina je 65 do 75 cm. plečna višina, ne? Ja, in ima 1 do 3 mladiče. Tako je, res je. To je sled srnjadih. Naslednja je pa, Kuna belica, to je ta. bravo, 2 točki za srnjad dobite. Ok. Ok, kar za belico. Telesna teža 1,5 do 2,5 kg. Telesna dolžina z repom je 65 do 80 cm. Ok, In število mladičev 2 do 4. odlično. 2 točki še prištejemo, a ne? Ja. Odlični ste, bravo. Lepo ste se potrudili. To je stopinja divjega prašiča. Odlično. Težek je od 70 do 250 kg, velik od 70 do 100 cm in ima 3 do 8 mladičev. Odlično. 2 točki. Jelenjad. Težek moški spol 150 do 200 kg, ženski spol pa od 100 do 150 kg. Velik je od 90 do 130 cm in ima 1 oziroma 2 mladiča, ampak 2 mladiča ima le redko. Odlično, 2 točki. Pa še stopinja jazbeca. Telesna masa od 10 do 20 kg, povprečna višina. Plečna višina. No, pa še število mladičev 2 do 6. Ok, priznam. 2 točki, se pravi skupaj imate 2, 6, 8, 10, 12 točk. Odlično. Odlično. Čestitam. Boljš ne more biti, a ne? Vse točke ste dosegli, tako da čestitke. Gremo k prvi skupini, prosim, kar začnimo. Kažeš? Ja, hvala. Volk je plenilec, ki lahko tehta od 40 do 50 kg, visok je 70 do 90 cm, razmnožuje pa se konec januarja in do konec februarja. Za razliko od pravljice o rdeči kakici je volk plašna žival. Res je. Tudi 300 let ni zapisa, da bi v Sloveniji recimo napadel človeka, samo kot zanimivost povem. Tako da se volka res ne rabite bati. Ja, 2 točki, bravo Tjaž, odlično. Kar naslednja, prosim, stopinja. Veverica, drži. Veverica je lahko težka od 0,5 do 1 kg. Njena telesna dolžina je od 30 do 40 cm, obdobje njenega razmnoževanja je dvakrat na leto. Od aprila do julija. Njen življenjski prostor je v gozdovih, gozdnih robovih in parkih. Odlično drži 2 točki. Divja mačka. Ne, domača mačka. Divja mačka. Prosim, Divja mačka tehta od... prosim. Domača mačka. Domača mačka. Domača mačka. Domača mačka. Saj se lahko spomnite opis iz glave, saj valjda poznate domačo mačko. Domača mačka tehta Daj mi sem sled. od 5 do 12 kg. Višina meri od 30 do 40 cm. Razmnožuje se od februarja do marca. Polegajo pa od aprila do maja. Ponavadi skotijo 2 do 6 mladičev. Njihov življenjski prostor je v strnjenih gozdovih, zlasti na toplih legah. Poslušaj, ti si mi zdaj dal opis za divjo mačko. A ne?
kar se pa razlikuje precej od domače mačke, a ne? A mi lahko prosim popraviš opis, pa mi daš opis domače mačke, ker nisem zadovoljen, ker sem bral opis. Poslušaj, domačo mačko, dajte iz glave, prosim, je opisati. Koliko nog ima? 4. Ima koliko oči? In koliko ušes? 2. Ok. Tak problem, opisati domačo mačko. Zakaj mi morate brati opis divje mačke, če ni? Če vam govorim, da je domača. Tudi na vrečki piše lepo domača mačka, a ne? Ne divja. A sem prebral? Kaj je not v vrečki? Smo povedali? Ok. Samo to, da smo na jasnem. Naslednja sled, oziroma stopinja. Rjavega medveda. Stopinja rjavega medveda, da ni to domača mačka. Čakaj. A je? Ni, ne? Malce hecam, da vidim, če me poslušate. Medved je zelo velik vsejed, saj tehta 120 do 400 kg in visok je od 90 do 120 cm. Ok. Razmnožuje se sredi junija in začetek avgusta. Obdobje poleganja je konec decembra in začetek februarja. Ponavadi skotijo od 1 do 4 mladičev. Njihov življenjski prostor so strnjeni jelovi, bukovi, gozdovi na kraškem svetu. Drži. 2 točki, odlično. Tudi za domačo mačko vam dam 2 točki, ja? Ker če bi dal opis divje mačke, vam ne bi priznal. In še zajec. In še zajec. Zajec. Poljski zajec. Zajec tehta 3,5 do 6 kg. To je pa kar dosta, ne? Ja. Njegova telesna dolžina je 50 do 70 cm. Obdobje razmnoževanja je januarja do avgusta, 3 do 4 legla. Na leto, ne? Ja. Obdobje poleganja pa od marca do septembra. Okay. Imajo 1 do 4 mladičev, tam nekje 3-krat do 4-krat na leto. Njihovi življenjski prostori so polja in gozdovi. Res je. Res je, 2 točki. To ne vidim še eno sled, ki je bila viška, ne? Oziroma 2, 4, 6. Ja, vsaka je imela 6, tista pa je lisica, ampak ja, kaj ne rečem, obe skupini ste dosegli maksimalno število točk, a ne? Gledalcem sem toliko povemo, da smo se skrili zdaj pred dežjem tukaj pod streho, a ne? Bomo počakali, da tale dež mine, tako, ali pa v bistvu že prekinili, pa bomo šli počasi zdaj kar na malico. A boste pozdravili starše? Se imate dober? Kaj je dol za nami? Kaj je tam na dolini? Kaj pa dol naprej? A ne vidite naših šotorov? A vidite, kje smo? Drekec od lisice, smo rekli, vedno se zaključi na koncu takole s takim čopkom, a ne? V špic. Evo, takole. Žan, ti si že tole sam postavil, ali kako? Ja. Dobro ti gre. Si malo pokrpal, streho sem videl. Super. Super, da ne bo takih lukenj noter, a ne? Dobro si ga popravil. Zelo dobro, pohvalen si. Evo, še pravprat za posteljico, a ne? Evo, pa bo ta prav bivak. Gremo še kolege pogledati.
Super, kar dodajate palce gor z obeh strani. Palce tudi preprečuje, da bi voda prišla noter, a ne? Na koncu bomo preizkusili z vodo. Pa blato. Tako. Tisto lahko tudi prislone zraven. Ni prevelika, nič ni prevelika. Lahko je daš zraven, veš? To je na začetek. Telo daš, tako ja. Čak sem malo bolj tako le. Glejte, tudi če voda pride, se pravi z vrha dol, ne, steče na spodnjo stran lesa in teče ob notranji strani po lesu navzdol. Čim več, tako, potem pa čim bolj na debelno prekrito, a ne? Tako. Ne bo prevelika, saj smo rekli, veš, vse prav pride. Pa sam pazi, da ne boš kokal v oko, prosim. Samo tako, da bo stabilno, veš, mora biti tako po konci, kot vse ostale, veš. Takole mora biti, le. Če že, tako. Ja, to mora iti. Tako. Evo, kaj ni roge. Nalagite, pretiravajte z nalaganjem. To vedno ponavljam kot pokvarjena plošča. To je stvar, ki vam bo zadržala vodo, veter, a ne, in vse ostalo. Ja, to je desto. Mali ognjaček. Še 2 minutki. In potem se bo en vodja vlegel, en od specialcev vlegel od spodje, da vidimo, koliko ste bili dobri. A prav? Pa da vidimo to. Ok, Liam se bo vlegel, pedi še malo nazaj noter. Ne morem več. Kako ne moreš več? Lahko. Lahko greš, se je dovolj dolg. Seveda gre. Se je dovolj velik. Evo ga. Si pripravljen? Ja. Zlivamo vodo. Si že kaj noter? Pa še eno flašo bom prosil. Še nisi nič kaklet. Bom jaz. Kaj pa tvoriti? Ne. A kaj čutiš? Ne. Dobri ste. Ponavadi damo liter pa pol, zdaj sem dal samo 1 liter, še malo vode rabim. Ok, mi odpreš? Evo ga. Evo ga, takole. Aha, zdaj pa je prišlo neki kapelce, evo ga. Se je zanožil pa preživel. Ampak, Kako? če preživel bi po mojem, to je več dežja. To je ful dosti dežja. Liter pa pol na pol kvadratno metra je ful naliv. Orang. Lahko priješ ven, Liam. Ja, pa na hitrco, tam bi počasnej. Ja, lahko je pa tudi orang naliv, veš. Lahko tudi oblak trga pa orang pade, veš. Ja. Lahko še lahko trg. Kar obrni se. Poglejte to. Naša stran čista. Ok. Dobar, a? To kar fajn prenese. Dobro prenese, ne? Ste videli koliko vode? Ja, medved. Ne rabite po moje. Lahko pa če kdo želi iti gor za video, pa lahko pokažete, koliko je močene, ne? Je tako bum. Evo jih. Se da upa do tukaj prije, do začetka. Ne boje, nič podarli. Nič se ne bo podarlo. Klebi medel. Evo ga, Tjaša, drži se, tako se drži. Ne naprej. Kar nazaj lepo pol počasi, prav? Evo jih.
A ste videli, kako to močno? Ok, kar počasi pete dol, da se ne bo kdo poškodoval. Odlično. Evo, drži. Ok, pripravi se na odhod, gremo na kosilo. Čez nekaj časa moramo pač prije do vrha. Se začne. A tista cerkev? Ne boš verjel še en oblak. A je tista cerkev? Tisto cerkev gremo, ja. Frinskova gora je to. Kjera cerkva je glavna? Darijskera cerkva je glavna. Tak je glavno, ki jo vidimo, a ne? Ostale dve ste pa manjši, pa skriti malo bolj, okej? Smo pripravljeni? Ja. Gremo. Če bom jaz srečen, se bo tudi Triglav videl. Kje pa je te? Tam v zadnji. Se gremo več tempo. Pa 2% manj ljudi se pravi na leto. Gledamo Pugija gor poslali. Če on bo umrl, ne, se glih pogreje nazad. Tista zgora je Frinskova gora je naslov. Ja. Pašte avto. Na 592 metrov visoki Primskovi gori so ostanki obrambnega tabora. V času turških padov. Po ustnem izračunu je tabor ne premogil. Tretja je cerkev svetega Nikolaja z ravno zaključenim prezbiterijem. Poleg vseh treh cerkev gora krasi tudi ena najstarejših lik v Sloveniji. Tu je tudi grob Jurija Humarja, čudodelnega Primskovega. Ne, v bistvu, sorry. Znaš ti Robert? Ja, zdaj. Ja, zdaj si ga hočem naprej. Zdaj, ne zdaj. Sedaj uči. Drugače bi čas še več. Čak, da ne znaš. Obrambni zid, a vidite, tale so šeline strane. Je votla zato, ker je strela udarila 3-krat v njo. Je celo zagorela.
Ja, so bili tudi tukaj gor. Tistih 18. Eden samo, ne. Vsi v luknjo so šli notri, veš? Ja, da lahko nekdo ruza tja. Ne gre, samo en je lahko, to je samo za enega, VIP. Mi rabim pršine za komarje!